Ja, tako kot je se pravi glavna organizatorica omenila, bi jaz predstavil določene empirične raziskave, ki so jih s kolegom Davidom Boletom opravila v zadnjem času, tudi ob delni podpori Regionalnega centra za kreativno ekonomijo RRA LUR, za kar se jim lepo zahvaljujem. Torej, izzivi moje predstavitve se lahko strnejo v 3 točke. Rad bi kljub temu ne bi se takoj se pravi zagnal v podatke, ampak razložil koncept ustvarjalnosti, kot ga razumemo v nekih geografskih prostorskih znanostih. Potem bi predstavil, kako se pravi skozi empirijo, kako lahko to apliciramo na ljubljansko urbano regijo in Ljubljano, ter na koncu izpeljal v luči današnjega posveta, simpozija, kakšna je lahko sinergija med zelenim in ustvarjalnim. Torej, ustvarjalnost kot taka je postala v zadnjih dekadah zelo popularen termin in verjamem, da se lahko vsi strinjamo, da je to se pravi koncept, ki opredeljuje neke nove vsebine, ki so uporabne in na tak način v bistvu lahko splošno definicijo tudi zaključimo. Čim je treba potem se pravi ta koncept globje dekonstruirati, pa verjamem, da bi vsak našel različne rešitve. No, če bi se tega lotili, konkretno ne bi bili prvi, to so že delali od nekje 60 let dalje in so vzpostavili tako imenovani koncept 4P, kjer se v bistvu ustvarjalnost gleda skozi vidik, skozi proces, skozi proizvod, skozi prostor ali skozi prebivalce. Če se na hitro sprehodimo, se pravi ustvarjalnost kot proces, so predvsem se z njo ukvarjali predvsem psihologi in v bistvu so čisto raziskujejo, kako v bistvu ustvarjalnost nastaja. Se pravi, če gremo skozi proizvod, to se nanaša na neke čisto inovativne ustvarjalne rešitve v vsakdanjem življenju. In tukaj se že lahko odpre določena debata, kaj je ustvarjalno, kaj res prispeva k neki družbeno-ekonomski koheziji. No, ampak jaz bi se vseeno, pač kot geograf, kot prostorc, bi se osredotočil na prostor in kako v bistvu, kakšna je interakcija med ljudmi in s prostorom, ter kako se to kaže v nekih družbeno-ekonomskih vidikih. Se pravi, še vedno ne vemo, kaj točno je ustvarjalnost. Kako lahko rečemo, da je nekdo ustvarjalen? Iščemo tega človeka in nekako koncepti, ki so vsi tako zelo medli, očitajo se jim takšne in drugačne pomanjkljivosti, ampak nekako so se v praksi v bistvu pojavila v zadnjem času popularizirala 2 vidika. Se pravi, da se na ustvarjalnost gleda skozi tega, kaj nekdo upravlja v praksi, kakšen poklic opravlja, ali pa to, v kateri branži, v kateri dejavnosti. In tako v bistvu, če pač v angleščini sta se popularizirala izraza, kot je creative class in creative industries. Torej, če pogledamo podatke, na primeru Slovenije je tako, da je to v bistvu, ko govorimo o teh ustvarjalnih poklicih, o creative classu, je to v bistvu nek širši koncept ustvarjalnosti, ki vključuje tako umetniško, gospodarsko, tehnološko, organizacijsko ustvarjalnost, medtem ko pri ustvarjalnih dejavnostih ali kreativnih industrijah,
kot se Stojko temu reče, ne, gre za bolj ožji vidik ustvarjalnosti, kjer govorimo o teh klasičnih dejavnostih, kot so arhitektura, oblikovanje, se pravi modno oblikovanje, obrt in tako naprej. Se pravi, presek tega zgleda nekako takole. Se pravi, ustvarjalni poklici je neka širša struktura ljudi, ki recimo med delovno aktivnim prebivalstvom Sloveniji predstavlja približno 1/3, medtem ko so se pravi ti ustvarjalci v ožjem smislu predstavljajo približno manjšo število oseb. Zdaj, se pravi, če ostanemo za nekaj časa pri tem širšem konceptu, primerjave kažejo, da v bistvu se Slovenija po deležu teh ustvarjalnih ljudi lahko povsem primerja z nekimi razvitimi članicami Evrope. Se pravi, kar lahko implicira na to, da se pravi, imamo veliko ustvarjalnega kapitala, veliko talenta, ki pa ga očitno ne znamo povsem pretvoriti v prakso, kajti gospodarski kazalniki ne sledijo tovrstni strukturi. Če pogledamo, kako se to prikazuje pri naših regijah, tukaj je v bistvu osrednjeslovenska, to je v bistvu sinonim za LUR v tem primeru lahko, se pravi, lahko vidimo, da je v bistvu ta vzhodna Slovenija, ki je po gospodarskih kazalnikih malce slabše razvita, pač tukaj v večjem meru še vedno izstopa kmetijski sektor, ustvarjalni poklici so nekako podpoprečno zastopani, medtem ko ta zahodni del je pač, kar se tega tiče, nekoliko boljši ravni. Seveda pa pač, se pravi, ljubljanska urbana regija tukaj najbolj izstopa v smeri večje zastopanosti ustvarjalnega kapitala. Tukaj imam eno tudi zanimivo primerjavo. Pridobil sem podatke o, se pravi, NUTS-3 regijah, kar je primerljiva velikost ljubljanske urbane regije, na primeru Anglije in Walesa. To so tudi regije, ki so po velikosti primerljive, se pravi med 300 in 700 tisoč prebivalci. In tukaj v bistvu vidimo, da je tudi ljubljanska regija povsem primerljiva z nekaterimi najbolj razvitimi deli Evrope. Če gremo še niže dol, se pravi, tudi sama MOL Ljubljana se povsem lahko primerja s takimi mesti, kot so Oslo, Manchester in Rotterdam. Se pravi, če pa pogledamo še niže, se pravi, kako pa znotraj LUR-a potekajo določeni procesi oziroma kakšna je zastopanost teh ustvarjalnih ljudi, vidimo, da v bistvu je koncentriranost večja pač v samem središču regije, se pravi, večja koncentracija je v urbanem delu regije in manj v podeželskem. Še močnejša koncentracija je, če pogledamo po kraju dela. Kar pa je zanimivo, če pogledamo, kakšni so trendi, se pravi, kako se je poselitev spreminjala v preteklem desetletju, lahko opazimo, da prihaja do razpršitve. Se pravi, sicer se je obseg povečal, vendar v smeri suburbanizacije in periurbanizacije se pravi od urbanega proti podeželskih in zelenih strukturah. In v bistvu te bivanjske preference se v tem segmentu niti tako ne razlikujejo od bivanjskih preferenc ostalih ljudi, kajti sociološke raziskave že desetletje kažejo, da je želja 3/4 Slovencev bivati v zelenem okolju, v individualni hiši, vendar z dobrim dostopom do delovnega mesta in storitev.
Tudi znotraj Ljubljane lahko opazimo, je v bistvu prihaja do tega, da se v bistvu ta ustvarjalni sektor krepi, hkrati se pa koncentrično širi iz središča proti obrobju. Se pravi, lahko rečemo, da se oblikuje nove vrsta kulturne pokrajine, tako na ravni mesta, regije, kot tudi države. Če pogledamo med regijami, lahko vidimo, da v bistvu v vseh regijah se ustvarjalni poklici so se povečali, medtem ko je prišlo v zadnji dekadi do močne deindustrializacije. Če to agregiramo na državno raven, vidimo, da v bistvu prihaja do dviga, se pravi, ustvarjalnosti. Predvsem bodite pozorni na leto 2008, ko se je začela kriza, se je v bistvu ta klasična industrija, ki ni bila sposobna odgovarjati takratnim izzivom, je prišlo do večjega upada, medtem ko so v bistvu ustvarjalni poklici edini, ki so tako relativno kot v absolutnem smislu se skozi naraščali. Se pravi, ti podatki kažejo, da nekako gremo v dobo ustvarjalnosti, super, vsi smo veseli in razvoj Slovenije gre v pravo smer. Vendar se pa ne smemo tako prehitro veseliti. Se pravi, zdaj smo govorili o neki širši sliki, se pravi o širšem konceptu ustvarjalnosti, medtem ko če pogledamo tisti ožji del, se pravi, ki se nanaša na to bolj bazično ustvarjalnost v smislu tega umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, arhitekture in tako naprej, podatki niso tako optimistični. Tu vidimo, da na ravni Slovenije je prišlo v bistvu v tem času do močnega upada. Malce tukaj sicer metodološke težave, kajti tukaj je notri pač podmodno oblikovanje, ki je v Zahodu zelo razvit sektor, je pri nas po metodologiji uvrščeno tudi v bistvu ta tekstilna podjetja, kot so Mura in podobno, tako da v bistvu to ne odraža čisto realnega stanja, ampak v primeru Lura, kjer je pa ta tekstil, kot ga je bilo, je že pred časom prepadel, pa vidimo, da vseeno je neka stagnacija, se pravi, ne zaznamo takšnih trendov v tem možnem segmentu ustvarjalnosti, kot se kaže pri tisti širši sliki. Če še tukaj pogledamo, kaj v bistvu znotraj regije, s kakšnim stanjem in s kakšnimi procesi operiramo, je slika, kar se tiče bivanja, razmeroma podobna, se pravi močnejša koncentracija v urbanih delih regije in manjša na podeželju. Še bolj izrazita je ta koncentracija, kar se tiče, kje ljudje delujejo. Medtem, ko pa v bistvu pri trendih pa lahko opazimo, da tukaj je v marsikateri občini prišlo do zmanjšanja, da ne moremo govoriti o tem, da se koncentrično povečuje število teh poklicev oziroma ljudi v ustvarjalni dejavnosti v skladu z procesi suburbanizacije in perurbanizacije, ampak je vse nekako tako sporadično in to bi bilo potrebno majčkeno bolj raziskati, zakaj do tega tako prihaja. Zdaj, kaj nam to pove? Se pravi, zanima nas tudi, se pravi, ali ti ustvarjalni poklici in te ožje ustvarjalne dejavnosti, se pravi, a imajo neko povezavo v bistvu z gospodarskim razvojem znotraj regije. To je bilo vprašanje, ki nas je pač v naših raziskovanjih zanimalo in tukaj vidimo, se pravi, pač tile podatki kažejo, da v bistvu ta širša ustvarjalnost, ki smo videli, da narašča, tudi kaže neko pozitivno povezanost z gospodarskimi kazalniki, medtem ko ta ožji segment tega tako eksplicitno ne izraža, kar pomeni, da očitno tlele te relacije še niso povsem tako naravnane, kot so jih v nekaterih drugih državah že uspeli urediti. Se pravi, kar se tiče
teh dveh skupin, ne, se pravi, so nekako imamo dokaj jasno predstavo zdaj, kakšne so v bistvu prostorske značilnosti obeh in kakšne so neke povezave z gospodarstvom. Zdaj, nadaljna stvar, ki nas je zanimala, smo pač te ljudi povprašali z neko obsežno anketo, zakaj živijo tam, kjer živijo, ne? Kateri so tisti najpomembnejši razlogi. Tukaj smo vprašali tiste, se pravi, ki se nanašajo na ta širši koncept ustvarjalnosti, in če izpostavim tiste, ki se nanašajo na te zelene strukture, ne? Se pravi, v bistvu najpomembnejši razlog znotraj lura je bližina narave, ne? In v tem bistvu, v tem segmentu tovrstni rezultati povsem odstopajo z neko primerljivo sliko v ostalih delih Evrope, ne. Se pravi, te zelene strukture so tlele izredno poudarjene. Se pravi, potem tudi čistost in urejenost okolja ter razpoložljivo zasebnih odprtih prostorov. Se pravi, vse, kar nekako diši na to zeleno barvo, tu zelo izstopa. Zanimivo, da tudi znotraj mola, ne, se pravi, znotraj mesta, kot najbolj urbanega dela regije, ne, je sicer se pač razlog služba in bližina narave zamenjata, vendar še vedno ti trije kazalniki, ki nakazujejo na zeleno, zelo izstopajo. Se pravi, kar kaže v bistvu na neko močno prepletenost zelenih struktur in ustvarjalnosti, ki bi jo kazalo v prihodnosti izkoristiti. Ne. Tukaj smo pol tudi naredili smo gledali korelacijo med v bistvu to stopnjo urbaniziranosti, kjer sta pač Ljubljana in Maribor pač edini po evropski metodologiji uvrščata med urbano območje v Sloveniji, ne, in smo ugotovili, da v bistvu glede na to stopnjo urbanizacije prihaja do statistično pomembnih razlik med podeželskimi in urbanimi predeli. Tukaj bi se majčkeno navezal, ne, da kaj je v bistvu primerjalna prednost Slovenije, ne. Velikokrat govorimo o teh nekih anti-urbanih vrednotah, ne, ampak stvar je v bistvu ravno obratna, ne. Slovenija je v bistvu zelo podeželska država, v bistvu ima največji delež podeželskega prebivalstva in podeželskih območij v Evropi, kar pomeni, da ima praktično največ zelenega, ne. To kažejo tudi podatki o sami gozdnatosti. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Sloveniji po gostoti samih dreves, ne, se uvrščamo v svetovni vrh. In jaz menim, ne, da je v bistvu primerjalna prednost Slovenije ravno v tej povezavi urbanega-ruralnega, ne. Da tukaj v bistvu temelji tisto, kar mogoče nekim bolj urbaniziranim državam, ne, ki stavijo svojo moč na aglomeracijo in na ekonomijo obsega, da pri nas bi se lahko bolj osredotočili na to krepitev vezi med podeželjem in mesti in na iskanje dobrih praks v tovrstni povezanosti. Kajti potem bi lahko bili mi pravi living lab ali laboratorij. Tukaj je tudi sem pred kratkim našel en razmeroma svež članek, ne, kjer so danski raziskovalci ugotavljali, kako imajo v bistvu narava in vse te zelene strukture izjemno pozitiven učinek na ustvarjalnost, na ustvarjalno mišljenje in tukaj se skrivajo priložnosti. Zelo mi je bilo všeč ta prva predstavitev gospe Nataše Jazbinšek-Sešen, da v bistvu to je točno to, kamor bi morali svoje potenciale usmerjati, ne, se pravi v povezovanje zelenega in iskanje nekih ustvarjalnih rešitev in to v smislu tako sociale, se pravi nekih graditev skupnosti, gospodarstva, nekih inovativnih tehnoloških rešitev, kar pa ima na koncu tudi ugoden učinek na samo okolje. Za tiste, ki ste radovedni, pa vas ustvarjalni namer preganja, si lahko pač preberete s kolegom nekaj še uspela napisati, majčkeno bolj sintetizirano. Tako da, hvala lepa.